skok na Arkunt. Želeli jih boste pokazati. Radenska Inn prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano. Eleganten porcelan Kala in jedilni pribor Mepra za sijaj vaše mize. Lepo in praktično, saj je pokrov lahko tudi podstavek ali pladenj. Samo v Mercatorju ob zbranih nalepkah 60% in več prihranka. Mercator, moj najboljši sosed? Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane v oddaji Sreda v sredo. Tokrat bomo govorili o eni, v narekovaju, svojstveni vojni, ki se odvija po tem našem ljubem svetu že kar nekaj časa, vezana pa na eno od vse bolj razvijajočih in, kako bi rekel, tudi dobičkonosnih dejavnosti, ki se nam odvijajo pred našimi očmi, pa za njo pravzaprav sploh se ne zavedamo, kako pomembna je za našo bodočnost, tudi konec koncev sedanjost. Gre za preprosto za odpadke. Pred dnevi sem prebral zanimivo novico, da so se v New Yorku mestne oblasti soočile s problemom odvoza, selekcioniranja in shrambe teh odpadkov. Namreč ugotovili so, da so ves ta čas kar mnogi, od zasebnikov, konec koncev tudi do nekih firm, pridno zbirali plastične steklenice in potem tudi konzerve od različnih pijač in na ta način si pridobivali kar precejšnja materialna sredstva. In ko je to mestna oblast ugotovila, da jim pač v segmentu odpadkov manjka en zelo pomemben, kako bi rekel, dobičkonosni odpadek, ki se ga normalno reciklira za nov produkt, so se lotili zadeve precej ostro in z odlokom prepovedali tovrstno zbiranje odpadkov, ki je marsikomu prineslo dodaten dolar zaslužka za njegovo preživetje. Z ničim podobnim se ukvarjamo tudi v zadnjem obdobju v Sloveniji, namreč Ministrstvo za okolje in prostor je z neko novo uredbo oziroma novelo zakona tudi tukaj naredilo jasno piko, kar pomeni, da se bodo lahko s tem, se pravi z zbiranjem, selekcioniranjem odpadkov, pa tudi seveda konec koncev z njihovo tistim koncem, kar ga pač ostane, ukvarjali zgolj in samo pooblaščene organizacije. Kako je na tem področju danes, 3 mesece potem, ko ta odlok oziroma novela velja, pa moj sogovornik, direktor Ceropa Puconci, torej Centra za ekološko razgradnjo odpadkov Puconci, Fran Cipot, dobrodošel v Sredo v sredo. Takoj povem, nisva sorodnika. Lepo pozdravljeni. Povejte mi, kako in kaj je zdaj pri nas v tem prostoru zbiranja, selekcioniranja, odlaganja in seveda ostalih faz, ki prihajajo? No, ta uvod se mi je zdel kar posrečen. Namreč ne samo posrečen, ampak dejansko so to tudi dejstva. Ko govorimo seveda o odpadkih, razmišljamo lahko tako ali drugače. Torej, če govorimo v smeri, da najprej zadostimo vsem željam ljudi, da se odpadke čim prej rešijo, potem seveda lahko govorimo o strošku. Če govorimo o tem, da pa z odpadki želimo nekaj napraviti, pa lahko govorimo tudi o dejavnosti. No in v Sloveniji smo se odločili, tam pred dobrimi 15 leti nazaj, da bomo z odpadki napravili neke dejavnosti, ki bodo omogočale zaposlovanje ljudi in ki bodo v bistvu najbolj pomembno seveda to, omogočale ponovno uporabo odpadkov. Torej gre za preprosto krožno gospodarjenje,
ki ga takrat morda nismo imenovali krožno gospodarjenje, ampak danes vemo, da je to torej prava pot in v bistvu način, kako pravzaprav ta planet zaščititi pred propadom nekje v nekem daljnem času. Torej preprosto danes vemo, da že uporabljamo v svetu približno 30% več surovin, kot pa bi bilo normalno za torej, to, da bi na nek način varovali tudi okolje za naše zanamce. Zaradi tega je sleherni napor v torej, obdelavo odpadkov in ponovno uporabo odpadkov smiseln in torej nujen. No in če tule torej, potem na nek način rečemo, kako je v Sloveniji, torej pred približno 15 leti, kot sem povedal, je bila sprejeta tako imenovana, bil sprejet operativni program ravnanja z odpadki in ta operativni program je predvideval, da bi že v fazi predpristopne strategije, torej Slovenije v Evropsko unijo, izgradili 12 torej, regijskih centrov. Pozneje je ta stvar bila celo torej, razširjena na 15 regijskih centrov, s tem, da je prva faza bila predvidena torej, večnivojski regijski centri, tako da bi jih bilo skupaj 21, pozneje pa 15 dejansko regijskih centrov. No, dejstvo je, da seveda zadeva, eno je deklarativna torej, odločitev, tudi napisano nekje v nekem torej, dokumentu, drugo je pa potem stvarnost. In v Sloveniji smo se soočili torej, v veliko okoljih z problemom umestitve takšnih centrov v neko okolje. Zaradi tega je na koncu torej, letošnjega leta, ko je v bistvu iz predpristopne strategije zadeva bila prenešena v prvi torej, razvojni del torej, sedemletnega obdobja znotraj EU-ja in zaključeno to obdobje izgradnje teh regijskih centrov, izgrajenih pravzaprav samo 7 regijskih centrov. Vendar, glede na to, da smo v Sloveniji v tem času sprejemali kar neke odločitve, torej o ločenem zbiranju odpadkov, močno povečanem ločenem zbiranju odpadkov in tako naprej, smo v bistvu danes prišli v situacijo, da tudi teh 7 regijskih centrov zadošča za torej, predelavo vseh mešanih komunalnih odpadkov v Sloveniji. Tako da torej, na nek način morda sreča, morda ne, vprašanje, torej, kako gledaš na to. Danes imamo v bistvu v Sloveniji zadevo, kar se tiče torej, obsega obvladovanja odpadkov urejeno. In torej, če bi bilo vse tako, kot mora biti, torej, in bi izvajali ali pa spoštovali predpise vsi, ki v tej državi delujemo, danes okrog tega, da imamo neke vrste torej, odpadkarsko vojno, ne bi govorili. Namreč o čem pravzaprav se pogovarjava, ne? Ko ste rekli, torej, neka vrste vojna odpadkov, torej gre preprosto za to, da, tako kot so zdaj ugotavljali v New Yorku, seveda mi vsi, ki delamo z odpadki, vemo, da je smiselno in edino torej, dobro, če so vsi odpadki v istem košu. Ne govorim formalno v košu doma, lepo je, da sortiramo in tako naprej, ampak da vsi odpadki pridejo na eno mesto, ker potem z kvalitetnimi odpadki delno odplačamo strošek nekvalitetnih odpadkov. Zato so bili regijski centri postavljeni v tem smislu, da bodo prevzeli iz določenega območja vse odpadke. Torej, ne samo torej, mešane komunalne odpadke, ker mešani komunalni odpadki so na koncu koncev predvsem strošek. In to ne mali strošek. Medtem ko so ločeno zbrane frakcije, predvsem ko govorimo o papirju, kovinah in nekaterih plastikah, seveda tudi lahko zelo dober zaslužek. In če seveda imamo vse odpadke v istem centru, potem seveda torej, povzročitelji odpadkov, se pravi občani, v bistvu imamo del teh slabih odpadkov plačanih z dobrimi odpadki. Pri nas, nažalost, je veliko tistih, ki se seveda ukvarjajo z odpadki in so prekupčevalci z odpadki ali pa samo koristniki seveda dobrih frakcij, tega nočejo razumeti. In to je seveda osnovni problem. Vendar je danes torej, bolj v ospredju to kot torej, ta druga zgodba, zgodba o tem, da tudi
če smo naredili v Sloveniji, torej regijske centre, nažalost ne spoštujemo osnovne zakonodaje. Namreč jasno je, da torej, samo regijski center lahko torej, obdeluje odpadke, mešane komunalne odpadke, po torej, načinu, ki je določen v zakonu in v uredbi. Govorimo seveda o odstranjevanju odpadkov in to so postopki, ki se imenujejo neki D8, D9, torej odstranjevanje odpadkov, če govorimo o krožnem gospodarjenju. Torej smo mi na začetku novega kroga. Se pravi, odstranjevanje odpadkov pomeni, da ga pripravljamo, odpadke pripravljamo zato, da lahko nekdo z naslednjimi postopki predeluje te odpadke. V nov produkt. Seveda, nov produkt, torej predeluje, v bistvu pripravlja za, ne vem, surovino kot tako. Ne? To so postopki R. Ne? Ampak danes seveda se vse da torej, pravno, tako ali drugače izkriviti zadeve in obiti v bistvu osnovno intenco, ki je bila torej, prevzeta iz evropske zakonodaje in je zapisana v našem zakonu o varstvu okolja. Tako da danes v bistvu mi ugotavljamo, da torej, mešani komunalni odpadki še vedno iščejo obvoze teh regijskih centrov. Teh obvoznikov je kar nekaj v Sloveniji, torej podjetij, privatnih podjetij, ki se s tem ukvarjajo in so do sedaj seveda zelo dobro na ta račun živeli. Namreč vedeti moramo, da če imaš ti postrojenje, torej strojno opremo, zgradbe in tako naprej, kot je en regijski center, takšen regijski center, recimo naš, konkretno v Pomurju, njegova vrednost investicijska je bila skoraj 45 milijonov evrov. Če ti lahko z enim strojem, ki morda stane 200 tisoč evrov, obdelaš vse odpadke in je to enako, kot če jih seveda obdeluješ v tem regijskem centru, potem je nekaj strahovito narobe. Torej, takšne primerjave ne more biti in je pravzaprav ni. Ampak danes zagovarjajo eni, da je pač to možno in glede na to, da je pač to možno, se še vedno, torej približno tretjina ali pa morda še več, torej mešanih komunalnih odpadkov v bistvu obdeluje po nekih principih, ki danes več ne veljajo. Namreč prehodno obdobje, ki ga je zakonodaja slovenska omogočala, je bilo do konca leta 2015. Od 1.1.2016 naprej bi vsi komunalni odpadki, torej vsi mešani komunalni odpadki govorimo, seveda zdaj o tem morali priti v regijski center. Samo tu je verjetno problem tudi lokalnih skupnosti, ki se niso temu primerno prilagodile za spremembo odlokov. Ja, to je dejstvo. Torej, tu niti ne moremo nalagati vse odgovornosti države. Država je v bistvu z svojo zakonodajo torej, relativno dobro spremljala. Torej, to je sledila evropski direktivi. Sledila evropski direktivi in tako naprej. Medtem ko so občine seveda spale. Torej, predvsem govorimo seveda zdaj o tistih občinah, kjer teh regijskih centrov niso umestili v prostor, jih niso izgradili in danes iščejo seveda neke obvode, torej preko svojih komunalnih podjetij, potem seveda kao to več ni naša torej, stvar, naše komunalno podjetje bo že našlo nekoga, ki bo to kar tako nekje prevzel in potem kako bo s tem naprej bo. Mislim, da bodo tu stvari v letošnjem letu morale postaviti se na svoje mesto in da bodo občine, tako kot je to predvideno z zakonom o lokalni samoupravi, morale podeliti koncesije, ampak zdaj govorimo o koncesijah, seveda tistim, ki imajo za to dovoljenja. Zato pa imajo dovoljenja v Sloveniji samo regijski centri. In teh je samo 7, ampak zanimivo je nekaj. Ne? No, kljub temu videl sem en primer, da lokalna skupnost, ki sicer je pristopila k ustanovitvi regijskega centra za razgradnjo odpadkov, hkrati sporedno gre pa podeli koncesijo nekemu zasebniku, se pravi, da je sama sebi, bi rekel človek, pljunila v skledo. Zakaj? Ker verjetno so svetniki pa župan sledili intencam, češ ta je cenejši, kot je pa regijski center. To je osnovna filozofija. Torej, po liniji najmanjšega odpora ali oportunistični pristop v bistvu, torej, gre za to, da torej, cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov je danes znana in so to torej, naprave in stroji in ljudje in vse to, kar se tu pač dogaja, okrog 130 evrov na tono.
tile posredniki, ki pač torej mimo teh principov obdelave prevzemajo te odpadke, pa ponujajo ceno približno 20 do 30 evrov ceneje, se pravi na tono okrog 110 evrov in seveda imajo v tem še vedno precej manevrskega prostora. Namreč, ker preprosto ni te amortizacije, se pravi preprosto omrežnine ali kakorkoli že temu rečemo, za to infrastrukturo, drugič pa seveda naprava, ki je enostavna, torej ne troši veliko energije, ne troši veliko ljudi zraven ni in tako naprej. In potem seveda jim še vedno po tej napravi ostane dovolj neke rezerve, da ta odpad dajo v sežig. In potem so, kljub vsemu, da so recimo 20 evrov cenejši, še vedno v plusu in še vedno se jim to splača. Pa vendar, dajva povedati gledalcem, če sem dobro si zapomnil podatek, mislim, da Slovenci povprečno po glavi predelamo letno okoli 523 kg odpadkov, drži. Bova rekla 500, no, ajde, 500, ker je nekaj manj od 500. tega. Ja. V teh 500 kg je verjetno, zopet podatki, ki jih sem zasledil na evropski ravni, ponekod 50% tega, kar lahko gre v predelavo oziroma v reciklažo, drugje celo 70, pa celo več procentov. Intenca Evropske unije je seveda, da bi bil ta odstotek, ki ni sposoben ne za predelavo, pa ne za reciklažo, čim nižji, se pravi, da bi čim manj odpadka šlo v sežig. Torej, preprosto ta usmeritev in tudi danes v Sloveniji smo po statističnih podatkih izjemno visoko. Ja. Moram povedati, da smo verjetno Slovenija, torej tudi v Evropski uniji, čisto na vrhu po deležu reciklatov oziroma torej ponovne uporabe ali pa torej izrabe odpadkov nazaj. Vendar je malo sumljiva ta številka, ker v bistvu, tako moram povedati, zdaj prikazovanje teh posrednikov masnega toka odpadkov je zelo težko spremljati. V bistvu vsakdo lahko napiše to ali tisto, torej na nek način so meje odprte, danes odpadki najdejo pot pač tako, kot jo najdejo. Res je, da so za to potrebne izvozna dovoljenja, vendar torej vsak tovornjak se seveda na meji ne pregleda. No, zdaj, ko smo nazaj dobili Schengen, narekovajo. Ja, recimo morda res, ampak ne verjamem. Torej, in seveda, dobro, jaz pravim, gotovo smo dobri pri ločevanju odpadkov in to je za pozdraviti ljudem, seveda se zahvaliti, da toliko vlagajo v okolje nazaj, že neposredno s svojim pač pristopom pri ločevanju odpadkov. Vendar to je en del zgodbe. To je del zgodbe, ki jo opravimo mi kot povzročitelji, to se pravi občani, sami. Potem pa seveda pride na vrsto tisti del zgodbe, o kateri se danes pogovarjamo. Še vedno me tu nekaj par stvari zanima. Takrat, ko smo nekako v iskanju čim bolj evropskih razmišljanj šli v to, da v Sloveniji oblikujemo 11, celo v narekovaju 15, potencialno 15 regijskih centrov, smo, ne vem, producirali toliko in toliko odpada. V teh letih se je verjetno produkcija odpada na glavo zmanjšala, kar pomeni, da je tudi sedaj teh 7 centrov več kot dovolj. Vendar niso enakomerno porazdeljeni po celi Sloveniji. A to pomeni, da se boste, ker verjetno tudi odpadkov manj, začeli med sabo gristi, kdo bo pač dobil v nekem prostoru koncesijo, da bo prevzemal odpadke? Torej, zdaj, če veva, da je, torej prej sem omenil, da je cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov tam med 130 in 140 evrov po toni, potem veva, če bomo mi v Pomurje pripeljali odpadke iz Primorske, bo ta cena dodatna na tono recimo približno 25 evrov. Če bodo te odpadke pripeljali v Ljubljano, ki je njim najbližji center, bo ta dodatek recimo 10 evrov na tono. To se pravi razumljivo. Ali pa obratno, če bodo iz Maribora vozili v Ljubljano, bo ta dodatek recimo 15 ali 20 evrov na tono, če bodo vozili v Pomurje, bo ta dodatek 10 evrov na tono. Torej, gre samo za to, da sama cena med regijskimi centri bo toliko različna, koliko bo oddaljen nek
torej, pač odpadek od tega regijskega centra. Tako da je smiselno in tako se bo verjetno tudi dogajalo, da bodo regijski centri prevzemali odpadke, ki so njim najbližje. Tako bo cena približno enaka za vse občane, ker obdelava je za vse enaka, torej ne glede na to, kdo je solastnik ali pa ni solastnik regijskega centra, gre samo za seveda tisto dolžino poti oziroma tisti strošek poti, ki ga je potrebno tu plačati zraven. Pa je ta zakon oziroma ta odredba, ki je začela veljati s 1.1.2016, tako jasno zapisana ali je tako napisana, da si jo lahko vsak po svoje razlaga, tolmači? Ja, predvsem to je problem, ne, da si pri nas hočemo in želimo tolmačiti vedno predpise po svoje, tako kot pač nam paše. Ne želimo videti torej, gozda, ampak samo drevo, ki nam pač ustreza. Ne. No in zdaj dejstvo je, da torej, zakonodaja v osnovi ni slaba. Morda bi jo bilo potrebno dodelati predvsem v tistem delu, kjer je nujnost, torej, ali pa pogojevane postopek pri odločanju v občinah. To se pravi zakon o lokalni samoupravi, ker izvajanje torej, javnih služb, obdelave, torej zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov je v pristojnosti občin. Se pravi, to so občinske javne službe. In občine bi morale tu seveda postopati v skladu z zakonodajo. In občine seveda ne vem, če kdo lahko danes kazni ali kako že pač je s tem, priganja na kakšen način že, ker ne vem, ali je v zakonodaji vse tako, kot bi moralo biti. Občine se temu preprosto izognejo na ta način, da to prenesejo na svoje komunalno podjetje. In to komunalno podjetje potem naprej torej rešuje odpadke, kot jih rešuje. Res je, da najverjetneje tu nekaj manjka, tudi v zakonodaji nekaj manjka, bodo pa verjetno tudi svoje napravili nadzorni organi. Zdaj so tu dve stvari. Ena stvar je, verjetno vi, vsi regijski centri ste v neki asociaciji, verjetno. A lahko potem z resornim ministrstvom za okolje dosežete bolj jasno zapisane zakonske odredbe, to je ena stvar, kar me zanima, druga stvar, kar me zanima pa je, pri gospodarski zbornici pa deluje neka sekcija predelovalcev kovinskih in drugih odpadkov, kar pomeni, da imajo neko svojo lobistično mrežo, ki lahko zopet vpliva na zakonodajalce, torej na ministrstvo. No, zdaj to je ravno tisto. Ne? Zdaj vsi regijski centri so torej, na nek način v upravljanju javnih podjetij. To se pravi občinskih javnih podjetij, razen torej, regijskega centra torej, na Dolenjskem, kjer je Kostak kot delno privatno podjetje, torej ima to zadevo v pristojnosti. Ampak torej, med samimi regijskimi centri je na določen način, lahko rečemo, spostavljeno neko sodelovanje, pa tudi ni. Če zdaj vemo, da pač vsi regijski centri zaradi teh špekulacij, ki se dogajajo z odpadki, rabijo dodatne količine mešanih komunalnih odpadkov za to, da bodo lahko optimizirali svojo dejavnost, potem se mi pojavljamo v bistvu sebi kot konkurenti po Sloveniji pri vseh razpisih. Tako da to torej ni nekih, bom pravil, navez, ki bi lahko bile sumljive po vprašanju torej nekega dogovarjanja. Tako se pač na razpisih zgodi, da eden center dobi, drugi ne dobi, pa je morda bolj oddaljeni kot prejšnji. To je bolj za vprašanje tega, kdaj bo seveda njegov regijski center potem poln, torej eden poln in več se ne bo pojavilo na razpisih in bo se seveda ostali pojavili na razpisih. Torej, občina, ki bo prej zadeve rešila, po domače rečeno, lahko računa na boljšo ceno. To je to. Vse ostalo bo potem pač tako, kot bo. No, kar se pa tiče seveda tega drugega združenja, teh torej predelovalcev oziroma, bom pravil, posrednikov, seveda pa ti imajo interes in so združeni v asociacije, kjer se dogovarjajo o vsem, kar je možno in seveda nasprotujejo tovrstni razlagi zakonodaje in tovrstnemu načinu torej pristopa obdelave mešanih komunalnih odpadkov. In ti so seveda izjemno močni, imajo, tako kot rečete, svoje lobistične torej, linije in zdi se mi, da to so tudi močne lobistične linije.
In tako da mi samo torej na nek način upamo, da seveda bo vlada prepoznala torej ta problem na način, da pravzaprav tu ne gre za torej, protekcijo ali torej, nek način torej, obvladovanje torej, odpadkarskega trga z vidika regijskih centrov, ampak da gre tu za torej, prvič okoljsko problematiko, ki je izjemno pomembna pri tem ali pa najbolj pomembna, in zato, da ljudje ne plačujejo več, kot je potrebno. Bomo šli naprej po kratkem premoru za nekaj oglasov. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Radenska Inn prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano. Eleganten porcelan Kala in jedilni pribor Mepra za sijaj vaše mize. Lepo in praktično, saj je pokrov lahko tudi podstavek ali pladenj. Samo v Mercatorju ob zbranih nalepkah 60% in več prihranka. Mercator, moj najboljši sosed? Prej ste govorili o tistem gospodarskem krogu, ne? Pa me zanima. Rekli smo, da smo Slovenci zelo visoko, kar se tiče izkoriščenosti odpadkov. Evropska unija si je že zastavila nov cilj, ki pravi, da bomo do leta 2050, če se dobro spomnim, imeli skoraj 90 pa nekaj odstotkov izkoriščenih teh odpadkov. Vse ostalo bo šlo pa v končno uničenje v sežigalnicah. V Sloveniji pravzaprav prave sežigalnice za odpadke nimamo, to, kar se je kurilo, ne vem, v Trbovljah, v cementarni, pa mislim, da v Anhovem, ne. To je to, ampak to ni tisto, čemu sledi Evropska unija. Ja, gledajte, zdaj v bistvu zanimive stvari se dogajajo na tem področju, ne. V Evropi tudi ni enostranskega ali pa enoznačnega pristopa. Potem, ko seveda so bile te jedrske nesreče, so ponekod, tudi v Nemčiji recimo, nekoliko torej, zavrteli skalo drugam. In seveda iščejo druge alternativne vire za proizvodnjo tudi elektrike. Med te sodi gotovo tudi sežig odpadkov. Tako da torej, nekaj odpadkov se bo tudi v prihodnje gotovo torej, sežgalo na sežigalnicah. V Sloveniji mi v bistvu teh kapacitet nimamo, zato se dogaja, da danes tisti ostanek odpadkov, ki ga mi obdelamo, torej po postopku D9, v bistvu odpeljamo v tujino. Torej, to je velikanska škoda, ker v bistvu mi to plačamo. Seveda, koliko energije izgubimo s tem letom? Recimo, to so odpadki, ki imajo tam med 16.000 in 20.000 kilojulej. To je približno dvakrat več kot lignit, torej po toni seveda odpadkov. In to pomeni, da izgubljamo dnevno ne vem koliko denarja in energije. Namreč hkrati izgubljamo dvakrat. Ja. Mi moramo plačevati, pomagamo na nek način povečevati družbeni proizvod v Avstriji, v glavnem, torej, in seveda pri nas še druga stvar je, uvažamo torej, gorivo iz morda Indonezije ali kaj zvem od kje in plačamo še enkrat. Tako da v bistvu razlika med sežigom kvalitetno pripravljenega goriva iz odpadkov
in sežigom nekih premogov pa ni velika. Torej, ali pa sploh je ni, govorim o tem, da so lahko odpadki še kvalitetnejše gorivo kot seveda tisto. Ampak spet se vrneva na začetek. Torej, prioritetno seveda ni sežgati vse odpadke, ker to bo zelo narobe in bo manjkalo, torej te surovine bodo manjkale. Mi se trudimo, in to je v osnovi naš glavni namen, da iz odpadkov napravimo čim več torej surovin, se pravi reciklatov, ponovno uporabo odpadkov in tako naprej. Ampak še vedno, tudi to tržno nišo so nekateri odkrili in na veliko služijo z izvozom odpadkov v avstrijske sežigalnice. Je morda nekje v strategiji razvoja v Sloveniji predvidena postavitev kakšne take sežigalnice, ki je lahko hkrati tudi zelo močan energetski objekt? Ja, verjetno, torej bila sta predvidena celo dva obrata. Eden v Mariboru, eden v Ljubljani. Nazadnje torej je bila neka ta zadeva, to je sicer javna služba, ki jo ima v torej rokah država, torej državna javna služba, in se bo morala odločiti, kje in kako. Ampak, veste, vedno je problem z umeščanjem teh torej, naprav ali pa objektov v prostor. In torej, kakorkoli lahko gledajo naši ljudje to na televiziji ali pa gredo gledati v tujino, je teh naprav v centrih ali pa ob centrih velikih mest veliko. Na Dunaju sem bil v enem takem objektu, No, to je, v recimo, središču slovenskega naselja. tipičen primer. Tipičen primer, tako kot je z bioplinarnami, ko lahko gremo gledati, kako je to urejeno smiselno in seveda na nivoju, kot je normalen. Pri nas pa pač ali imamo preveč denarja, ali smo res tako okoljsko torej osveščeni, ker običajno pozabimo na to, da sami kurimo v kurišča in da naši dimni plini seveda ogromno onesnažujejo okolje in da bi lahko recimo toplarna ogrevala, ne vem, celo mesto z bistveno manj izpusti toplogrednih plinov, kot seveda vsa kurišča skupaj. Ampak seveda to je zdaj vprašanje, kdaj bo to pri nas torej, prišlo do te zavesti in tako naprej. A ste lahko morda v tej asociaciji teh CER-ojev tisti, ki bi sprožili pobudo za kaj takega? Torej, mi v bistvu morda nimamo najboljšega zaledja. Dobro, recimo najbližje neko mesto, Murska Sobota, bi morda bilo že na nek način torej, primerno za to, da se nekje v bližini postavi ta torej, toplarna in ogreva z torej, to vodo ali pa vsaj dogreva z to vodo v bistvu torej, sistem v celotnem mestu. Druga varianta, ki pa je morda tu prisotna, pa je tudi uporabljiva za naše področje, so pa seveda torej, toplotne naprave, torej, ali pa toplotna energija, ki bi jo uporabili v kmetijstvu. To pa je seveda druga zadeva, ki bi pa morda imela še večji potencial, dvakrat večji potencial in bi ga tudi lažje torej, umestili v prostor, ker če je pač ta naprava čisto ob mestu, je spet vprašanje torej, različnih nasprotovanj tej lokaciji. Vrniva se nazaj, ampak gre za nekaj besed o samem CER-u, se pravi o Centru za ekološko razgradnjo odpadkov v Puconcih. Namreč prebral sem ne konkretno za vas, ampak tudi pri vas, da so lahko ti CER-oji ene vrste inkubator različnih novih dejavnosti, tako razvojnih, se pravi, da se lahko na teh odpadkih tudi marsikaj novega ponudi kot produkt proizvodnja in kolikor vem, pri vas ste precej razvejali to dejavnost, tudi imate konec konca nekaj mladih znanstvenikov, narekovaj zaposlenih. Ja, res je, saj na znanju pravzaprav prosperira vse, kakorkoli zdaj, samo z rokami še nažalost pač ne moreš priti daleč. Ne? Čeprav imamo pridne sodelavce in torej danes mi uspemo strojno, ročno presortirati recimo iz teh embalažnih in mešanih odpadkov
približno četrtino ali pa tretjino vseh odpadkov, ki so potem res kvalitetna surovina. Je pa res, da smo v bistvu mi zastavili zadevo tako, kot bi naj bilo v smislu krožnega gospodarjenja, in mi pravimo, da imamo v bistvu mi zeleni rudnik Pomurja. Nenazadnje je to tudi naša blagovna znamka. Namreč ta blagovna znamka zeleni rudnik, jaz pravim, da so vsi centri za ravnanje z odpadki v Sloveniji v bistvu zeleni rudniki. Če govorimo seveda v narekovaju, o tem, da se v rudnikih, torej kopa ruda, ki je v bistvu tako ali drugače z primesmi, pri nas v bistvu pripravljamo surovino kar tako, torej na svetlem, po domače rečeno. No in ti zeleni rudniki ali pa naš zeleni rudnik ima seveda več različnih razvojnih potencialov ali pa usmeritev. Eno od teh zelo pomembnih je na področju bioloških odpadkov. Mi imamo danes poleg tega biooglja, prvovrstne komposte, ekološke komposte in tako naprej, pa še tudi druge proizvode. In lahko rečem, da iz bioodpadkov več kot 95% bioodpadkov uporabimo, predelamo v kvalitetna naravna gnojila. Res kvalitetna. Zakaj je kvalitetna? Zato, ker kupci naših gnojil ali prevzemniki teh kompostov in tako naprej vsako leto bolj množično prihajajo k nam. Nimamo težav z oddajo teh predelanih stvari v ponovno uporabo ali v okolje, in zadovoljstvo kupcev se seveda nas spodbuja k temu, da tu še seveda stvari dograjujemo. Tako je letos prišel na trg ta biooglje, drugo leto morda še kaj dodajamo. Naš laboratorij, razvojna skupina, ki imamo pri nas ustanovljeno in kjer sodelujejo tudi seveda znanstveniki in tako dalje, imamo s fakultetami podpisane pogodbe, je zelo, zelo pronicljiva in moram reči, da se tu stvari dogajajo. Ampak to je eno področje. V tem trenutku smo tako daleč, da obvladujemo vsaj v 2/3 tudi področje priprave goriva iz ostanka po sortiranju frakcij odpadkov. To je bistvena razlika med sežigom odpadkov in seveda gorivom iz odpadkov. Tu so zahteve, okoljske zahteve za te odpadke oziroma za to gorivo izjemno visoke in mi dovoljenje že imamo. Mi smo prišli tako daleč, da lahko proizvajamo to gorivo iz odpadkov. In kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da bistveno zmanjšujemo na eni strani obremenjevanje okolja z tem, da ne odlagamo teh odpadkov. Drugič pa seveda tudi naprave, ki to kurijo, pravzaprav so ekološko sploh brez problemov ali pa neproblematične. Na koncu pa se seveda to reflektira v ceni odpadkov, ker ti odpadki oziroma sežig teh odpadkov ali kurjenje tega goriva iz odpadkov že pomeni, da smo nekje blizu točke nula, se pravi, da več ne plačujemo za uničenje tega dela odpadkov. No in potem seveda naslednja zadeva je proizvodnja metana. Metan vemo, da je plin, ki je uporaben v proizvodnji ali predelavi plina pri kogeneratorjih. Govorimo o strojnih napravah, ki proizvajajo elektriko in toplotno energijo. Mi imamo danes z kogeneratorjem in seveda z fotovoltaičnimi celicami, ki jih imamo na strehah naših objektov, lastno pokritje z energijo. Se pravi, sami proizvajamo toliko elektrike, koliko je potrebujemo. Hkrati pa seveda moram povedati, da z dodatnimi napori pri raziskavi možnosti ali pa novih tehnologij za anaerobno obdelavo
ostanka torej, težkih frakcij, želimo pridobiti še več torej, tega metana in v bistvu s tem popolnoma izrabiti te odpadke, ki so pa dejansko na koncu kot inertni odpadki dejansko neuporabni, ker takšen odpadek, ki ga potem lahko odložiš dejansko na odlagališče, ima na koncu samo še približno 6000 kJ torej energijske vrednosti, kar pa je seveda premalo za kakršnokoli uporabo. Če se je nekoč so se odvijale vojne, ne vem, zaradi nafte, pa konec koncev tudi voda je že tak strateški element, zaradi katerega se že marsikje oglasi orožje, bo verjetno nekoč v prihodnje lahko tudi odpadek ene vrste razlog za vojne. Pa me zopet dve stvari, ki sem jih prebral, na to opozarjate. Ena je, da so na obali, morski obali v Nemčiji nasedli kiti in potem, ko so jih secirali, so ugotovili, da so imeli trebuhe polne plastike in da so pravzaprav umrli od lakote. Druga stvar, ki me pa na to zopet opozarja, pa je, menda na področju Tihega oceana so plavajoči otoki odpadkov, plastike, ki so celo večji kot je Evropa. Oboje drži in tu smo pa seveda v globalnem svetu ekonomije. Pač te neizprosne vojne za dobičke. Namreč dejstvo je, da danes, ko ugotavljamo, da je nafta poceni, zelo poceni, morda prepoceni za nas sicer, ki smo uporabniki, dobro, da je tako, ampak to pomeni, da se danes v bistvu tudi nam, če bi gledali čisto ekonomsko, ne splača, torej ne izplača veliko vlagati v torej, ponovno uporabo odpadkov, ker je surovina poceni. V bistvu so to ogljiki, iz katerih v bistvu nastaja plastika, pretežno, ne? In torej, nesmiselno je veliko postopkov napraviti, veliko dela, da dobiš torej, nazaj tisto, kar lahko kupiš zelo poceni. In to je zdaj odgovor na to vprašanje. Torej, ko so surovine tako poceni, kot so, predvsem nafta in tako dalje, se seveda nikomur ne izplača predelovati tega. In zato pač nastajajo ti otoki sredi oceanov, ki so izjemno visoki. In kaj pa to pomeni za v bistvu celoten svet, ekosisteme in tako naprej, tako kot ti kiti, ki so morda mislili, da jedo ne vem kaj, ne, ali pa bili prepričani, ali pa je seveda se to zgodilo. Torej, jaz pravim, da bodo ti otoki plastike takrat postali zanimivi in ekonomsko torej spet za nas dobri, ko bo seveda ustrezno regulirana cena oziroma ko bodo pač trgi pokazali, da je to smiselno, ali pa ko bodo seveda politiki ali pa torej, ko bomo v svetu začeli razumeti, da je to nam v škodo, da mi v bistvu danes rečemo, da jemo kvalitetne ribe, vprašanje, od kje jih dobimo, kaj te ribe torej, uživajo in tako naprej in tako dalje. Torej, ta krog, ekokrog se vrti. Jaz sem vesel, da smo mi v torej, zelenem rudniku Pomurja na začetku tega kroga in da dejansko je naš smisel obstoja v bistvu zelo povezan z naravo. Smo sestavni del, v bistvu zelo pomemben sestavni del v tej verigi in če bomo znali v Sloveniji ceniti to, kar smo naredili, ker smo naredili dobre centre, potem sem prepričan, da na tem področju imamo veliko prednosti pred ostalim delom sveta. Prav gotovo v tem krožnem gospodarstvu Evropska unija že načrtuje še rigoroznejše, ostrejše ukrepe, kar pomeni, da bo zopet z nekimi direktivami zavezala posamezno članico, kako in kaj. Kako se tu vidite vi čez 10, 15, 20 let? No, mi sicer pravimo, v Sloveniji je danes zelo uporabljena fraza ali pa veliko napisanega o zero waste ali pa nič odpadkih. V smer nič odpadkov se bomo morali v tem svetu še močno potruditi.
Ne verjamem sploh, da bi bilo to možno, morda, ne vem, je to neka futuristična varianta, ker v bistvu zmeraj bo nekaj odpadkov, ki jih ne moreš ali pa bodo tako sestavljeni iz nekih spojin ali nekih pač elementov, ki jih preprosto ne bo možno predelati v karkoli. In tisti odpadki bodo varno morali biti odloženi, torej na nekih odlagališčih, tako ali drugače, za čase, ko bodo morda tehnologije prišle tako daleč, da bodo tudi iz teh odpadkov nekaj lahko napravili. Ampak pravim, seveda gremo vsi v smer, da čim več odpadkov ponovno torej, pripravimo za ponovno uporabo, se pravi kot reciklati, kot že torej, materiali, ki se direktno uporabijo ponovno, ali pa v bistvu kot neke predelane substance, ki potem so seveda uporabne. V Sloveniji bomo, tudi ko bodo te direktive sprejete, ko bodo te stvari torej, zakonsko urejene, zelo daleč in se ni treba bati, da bomo na tem področju plačevali torej, kakšne kazne. Najem pogovor bom končal zopet z nečim, kar sem prebral pred dnevi, in sicer Rio de Janeiro je letos organizator olimpijskih iger. Eno od ključnih, pomembnih ali pa najpomembnejših problemov, s katerim se je Rio de Janeiro spopadal, so odpadki. In ker sami niso imeli tega know-howja, znanja, so se tu pojavili Nemci, ki pa so vseeno neke vrste vodilni, kar se tega tiče, da jih rešijo odpadkov. Ja, seveda, Nemčija je velika. Teh MBO-jev, torej mehansko-biološke obdelave odpadkov, to se je začelo pravzaprav v Nemčiji, torej od tam je prenešeno k nam ta tehnologija in razumljivo je, da torej bodo tisti, ki so veliki, najbližje in najhitreje seveda znali se prilagoditi nekemu trgu, ker to je v bistvu trg, ki je izjemno velik in dejstvo je, da seveda najverjetneje Slovenija bi tu težko parirala, torej te industrije odpadkov, ki deluje v eni Nemčiji. Je pa dejstvo, da smo seveda mi z Nemci tu verjetno tako kot na vseh ostalih področjih zelo dobro povezani. Pri nas se danes razvijajo torej podjetja, ki že predelujejo te surovine iz odpadkov in gotovo torej ti razvojniki spremljajo, kaj se dogaja in torej prepričan sem, da bomo tako ali drugače zraven. Ta know-how ali ga CERP lahko kam izvan, konec koncev je kar nekaj držav, ki se približujejo Evropski uniji in ki bodo oziroma bodo morali ob vstopu vseeno doseči neke standarde, normative tudi na tem področju. Ste o tem razmišljali, da bi lastni know-how izvažali? Torej, dejstvo je, da morda smo malo prešibki. Če bi vsi skupaj, torej v Sloveniji, vsi centri nastopili, bi verjetno to šlo. Sicer pa mislim, da se ta naš dober glas našega zelenega rudnika širi kar širše v okolje, torej v regijo, predvsem na jugovzhod. Veliko je obiskov torej, ljudi iz torej, Hrvaške bilo v preteklosti, tam se zdaj že začnejo delati ti centri. Zdaj iz Bosne prihajajo, iz Srbije, iz Kosova, iz Makedonije. Torej, jaz sem iz Črne Gore, jaz sem sam bil lansko leto povabljen na en simpozij, torej mednarodni simpozij na to temo v Črni Gori. In torej, mi smo seveda pripravljeni na to, da jim v tem know-how pomagamo oziroma da sodelujemo v to. Res je, da v tem trenutku še nismo z nikomer podpisali kakšnih dolgoročnih pogodb v tej smeri, ampak varianta pa obstaja. In na koncu ta tiha smetarska vojna v Sloveniji, če jo lahko tako imenujem, se bo hitro končala? Jaz računam, sem optimist. Načeloma sem vedno optimist in gledam naprej. Torej, prej ali slej bodo morali vsi ugotoviti, da nekaj velja, če je en dogovor sklenjen na državni ravni, da bodo tudi občine začele to upoštevati in ko bo to, se bo ta stvar hitro normalizirala. Računajmo, da bo to do konca letošnjega leta. Hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Mi pa se vidimo čez teden, srečno.
Eleganten porcelan Kala in jedilni pribor Mepra za sijaj vaše mize. Lepo in praktično, saj je pokrov lahko tudi podstavek ali pladenj. Samo v Mercatorju ob zbranih nalepkah 60% in več prihranka. Mercator, moj najboljši sosed? Okna Arkunt. Želeli jih boste pokazati. Radenska Inn prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano.